ker jaz sem tak perfekcionist, jaz ko se nečesa lotim, nočem, da je to na pol nareto, jaz hočem, da je to 100% nareto in to dobro. In sem rekel, glej, bom pa s tem probal. Sem Milan Mrdženović, star sem 32 let, prihajam iz Raven na Koroškem, delam trenutno prek študentskega servisa v muzeju, Koroškem pokrajinskem muzeju. Moji hobiji, imam jih precej, rad se gibam, rad hodim v hribe, imam rad živali, rad pomagam živalim, zlasti golobom, pticam, potem rad berem knjige, sem velik oboževatelj knjig, nasploh rad preučujem zgodovino, raziskujem, skratka sem kabinetni tip človeka, rad sedim in delam. Drugače sem pa vegan že od leta 2010. Prvič sem za veganstvo slišal leta 2009, ko mi je en moj najboljši prijatelj predstavil svojo takrat punco, ki je bila veganka. In prvi vtis je bil negativen, bila je fejst suha, tudi tak odnos njen je bil meni neravno všečen, tako da prvi vtis ni bil najboljši. Tako da na začetni fazi, ko sem to odkril, je bil seveda najprej negativen odnos, pa bolj ko sem to raziskoval, bolj ko me je zanimalo, več sem knjig prebral, več informacij sem vsrkaval v sebe kot goba, ko se napije vode in pol na koncu, ko pa je bilo treba te informacije spraviti v akcijo, se pravi v prakso, sem pa rabo tudi eno brco vrit, da sem se lahko lotil te zadeve tudi sam. Prelomna točka je bila pri meni enega dneva marca leta 2010, ko sem si pogledal dokumentarc The Earthlings, Zemljani. Ta dokumentarc me je res pretresel, tam sem videl, v kakih razmerah živijo živali. Do takrat sem jaz mislil, da sem dejansko ljubitelj živali, ampak ko sem ta dokumentarc videl, se mi je pa marsikaj spremenilo v moji glavi. In jaz se po koncu tega dokumentarca spomnim, da so mi solze tekle. Ne samo to, jaz sem do tistega dne, ko sem še jedel vse, tudi alkohol pil, kot študent smo ga hodili žurati redno. Praktično vsak dan smo ga hodili piti, razen ob četrtkih, ko smo se domov vozili, pa spet v petek doma naprej, da smo ga pili skozi, pa fajn smo se imeli. Plus tega smo jedli junk food, hamburgerje, pa vse to. Pa skratka, zelo slaba hrana. In jasno, da me je en del, ki me je prisilil, da začnem iskati neke odgovore, kaj je z mano narobe, ker se nisem dobro počutil, je bil tudi zdravstveni vidik. In odkril sem presnojedstvo na začetku, ki se mi je zdela najbolj radikalna in najbolj, kako bi rekel, najbolj dosledna rešitev, ker jaz sem tak perfekcionist, jaz ko se nečesa lotim, nočem, da je to na pol nareto, jaz hočem, da je to 100% nareto in to dobro. In sem rekel, glej, bom pa s tem probal. In takrat, ko sem omenil, da sem nazadnje jedel perutničke, pa ko sem naslednji dan preklopil na veganstvo, v bistvu sem dejansko postal presnojedec, začel sem jesti sadje pa sklede solate. Če prebereš McDougalla, to je en najbolj znanih zdravnikov, ki priporoča kuhano, škrobno hrano, nizkomaščobno in je učinek lahko enak, kot pa pri presnojedstvu, se pravi, to je nepredelana hrana, ki gre skozi prebavni sistem lažje, isto kot sadje, ki je tudi najbolj naravna in nepredelana hrana. In sem rekel, glej, bom z tem škrobno hrano nadaljeval in do zdaj mi super ustreza, že 6 let in moram povedati, da še vedno jem ogromno sadja, še vedno se držim te linije, da jem nepredelano hrano, večinoma sestavljeno iz sadja, kolikor se le da. Po noči oziroma proti večeru pa si skuham oziroma spečem kak krompir, riž, stročnice in tako hrano. Ja, moj prehod na rastlinsko hrano presenetljivo ni bil tako hud. Edino stvar, ki sem jo pa pogrešal od vsega, kar sem prej jedel, je pa bil sir.
sir sem pa sanjal, tako luštalo se mi je sira jesti. Ampak pol sem si le mislil, bom vztrajal, ne bom se pustil tem skušnjavam in čez kakšne 2-3 leta, ko sem se že navadil, sem se odvadil od tega okusa sira, sem pa odkril eno knjigo, ki jo je napisal dr. Neil Bernard, ki prav se specializira za sir in dejansko sem ugotovil, da ja, sir povzroča lahko odvisnost pri nekaterih ljudeh, isto kot pa recimo to, upam, da ne bo za nekatere radikalno, ampak isto kot za nekatere kokain lahko predstavlja hudo odvisnost, tako je za ene sir. Da sem vesel, da sem se tega znebil, te hrane. Drugače pa nikoli nisem obžaloval ta prehod. Mislim, v tem času, ko sem šel na rastlinsko hrano, nisem pogrešal ničesar razen sira, ampak tudi to je zbledelo. Še v času, ko sem bil študent živel zelo nezdravo življenje. Praktično sem na bone jedel junk food hrano, razne pice, hamburgerje in stalno me je bolela glava, bil sem utrujen, nisem se dobro počutil, nisem bil športnik sploh. Me je vedno ta utrujenost pa ta pomanjkanje motivacije, da nekaj sam naredim pa grem nekam daleč, to me je vedno oviralo. Ko pa sem naredil ta prehod na rastlinsko prehrano, sem pa naenkrat dobil toliko energije, toliko enega zagona, da se več nisem mogel ustaviti. In sem začel kar naenkrat se s športom ukvarjati, sem začel laufati, sem začel hoditi v hribe, sem začel hoditi v gozdove. Sem naenkrat namesto 2 knjigi na mesec, naenkrat jih lahko prebral 5 knjig na mesec, ker sem se lahko bolje koncentriral. Torej, jaz govorim iz svojih izkušenj in meni je ta prehod dejansko zelo pomagal, da sem se lahko posvetil svoj pravi notranji osebnosti, Sem že slišal zgodbe mnogih, ki so poskušali veganstvo, pa jim starši niso dovolili, ali pa so jim postavili ultimate. Moji starši so bili zelo liberalni do mene, vedno. In tu, čeprav je bil na začetku odziv negativen, se veste, človek se razvije v takih okoliščinah, kot ti nekdo konfrontira. Tako da je že moglo biti tak, ampak na koncu je moja vztrajnost zmagala in to v življenju tudi vedno ljudem povem, kaj je ključ do uspeha. Vztrajnost. Treba je vztrajati, moraš imeti samo cilj pred sabo in vztrajati in boš vedno zmagal. Nisem se čutil ravno sprejet v družbi, v kateri sem odraščal, ampak na srečo sem imel doma svojega papagaja, to je bila avstralska nimfa Mikija, ki me je imel, kako bi rekel, brezpogojno rad. Brezpogojno rad. In takrat sem že kot majhen otrok ugotovil, da živali niso nič drugačni od ljudi, da to so neke osebnosti, ki jih moraš spoštovati, ker ta odnos, ki ga imajo eni danes do živali, ko sploh jih ne dojemajo kot čuteča bitja, kot bitja, ki imajo svojo, rečemo, osebnost, rečemo, živalskost ali kakorkoli, In dejansko sem že bil, moja pot, da bom postal vegan, je bila že začrtana tisti čas, ko sem kot otrok spoznal svojega papagaja v tisti obliki. To je prijatelj tvoj, to ni žival, s katero se ti igraš, ampak to je dejansko tvoj prijatelj. Tako da je bila pol moja odločitev, da res čez noč spremenim celotno prehrano, tudi zahvalo mojega pokojnega prijatelja, papagaja Mikija, ker sem pač se vedno spomnil na njega, in sem mislil, se to pa ni res. Najraje jem kurje meso, papagaji pa ptice so pa dejansko biološko gledano sorodniki, Tako da to je kontradiktorno proti vsem, kar jaz verjamem, in sem zato pač tudi lažje se odločil za to spremembo. Zato tudi nisem nikoli v življenju vstopil v kako od teh večjih etabliranih strank. Čeprav me danes vedno ljudje za rokav potegnejo pa me vprašajo, pa zakaj nisi v tej X, rečemo, stranki ali pa v tej Y stranki, bi pa že zdavnaj imel kariero. Pa jim pač povem, ne poznate, meni se ne gre za kariero, meni se gre za to, da dejansko predstavljam sebe, svojo pošteno osebnost in nočem ta svoj obraz pa to svojo poštenost dati strankam, da bojo lahko za mojim obrazom skrivale svoje barabije, ki jih počnejo.
Torej, moje sporočilo je, ljudje, imejte se radi, imejte upanje in zaupanje v ljudi, ki izžarevajo svojo pozitivno energijo, ki jo lahko sami prepoznate. In dajte priložnost živalim, dajte priložnost naravi in dajte priložnost temu svetu, ker imamo samo en planet in dobro ga je ohraniti, takega zelenega, da bodo lahko tudi naši otroci in tisti, ki še prihajajo na svet, imeli kaj od življenja. Super govori, fant. Ja, Politika, politik, seveda. Vsaka čast. Mislim, da bomo tu 5 minut končali. Tako da boš govoriti.